tiskovne konference. Najprej naj povem, da se je pod podpis te zahteve za sklic izredne seje poleg naše poslanske skupine odzval tudi Andrej Čuš in Roberto Battelli in pa seveda skupina nepovezanih poslancev. Povabilo pa je šlo vsem poslanskim skupinam. Predlagatelji izredne seje Državnega zbora s priporočili pozivamo Vlado Republike Slovenije, da takoj oziroma brez nepotrebnega odlašanja pristopi k reševanju problematike, ki se je v vsej svoji razsežnosti pokazala v primeru požara v podjetju Kemis d.o.o. Kot večkrat doslej se je pokazalo, da smo slabo ali pa sploh nepripravljeni na takšne dogodke, kar v državljankah in državljanih Republike Slovenije upravičeno vzbuja nelagodje in strah. Več dni je minilo od požara v podjetju Kemis d.o.o., pa javnost še vedno nima odgovorov na vprašanje o tem, kaj je zagorelo, kakšna je škoda na okoliških pridelkih, podtalnici, predvsem pa, kako naj se obnašajo ljudje, ki živijo v bližini podjetja. Država, občina Vrhnika in Kemis d.o.o. so padli na izpitu. Kljub množici varnostnih in protipožarnih predpisov, ki smo jih sprejeli in naj bi onemogočili takšne dogodke, je prišlo do požara v podjetju, ki je hranilo več kot 1500 ton hudo nevarnih odpadkov. In še danes, skoraj 14 dni po požaru, ni odgovorov na vsa vprašanja in strahove zaskrbljenih prebivalcev občine Vrhnika. Vlada in pristojni resorji niso pravočasno odreagirali, ministrica za okolje celo izjavila, da ne želi biti v napoto v tem primeru. Komunikacija, ki je v takšnem primeru najpomembnejša, je zatejila. Več dni po požaru so predstavniki šol in vrtcev na Vrhniki, pa tudi okoliških krajev ter vznemirjeni občani klicali na Nacionalni inštitut za javno zdravje, kaj naj naredijo. Zato so se občani samoorganizirali, nezaupanje v pristojne institucije, njihove podatke je prišlo do takih razsežnosti, da nihče več ne verjame nikomu. Ravno zato, da pojasnimo vse okoliščine in dejstva v zvezi z okoljsko katastrofo na Vrhniki, ter v razpravi najdemo odgovore na vprašanja, ki bodo v prihodnje takšno katastrofo preprečili, predlagamo, da Državni zbor na izredni seji opravi razpravo in sprejme predlagana priporočila Vladi Republike Slovenije. Prvič, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v primeru okoljske katastrofe, ki jo je povzročil požar v podjetju Kemis d.o.o., v najkrajšem možnem času javnosti predstavi celovito analizo okoljskih meritev in poda ustrezno razlago ugotovljenih podatkov, ki so pomembni za zdravje in varnost prebivalcev Vrhnike in okolice. Drugič, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da pristojnim organom naloži spremljanje stanja na prizadetem območju še najmanj 6 mesecev po požaru in z ugotovitvami sproti seznanja slovensko javnost. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v primeru okoljske katastrofe na Vrhniki od pristojnih nadzornih institucij zahteva pripravo poročila o izvajanju nadzora glede izpolnjevanja varnostnih in protipožarnih predpisov v podjetju Kemis d.o.o. in z ugotovitvami seznani Državni zbor v roku 30 dni od objave priporočila v Uradnem listu. Četrtič, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da sklepom naloži ministrstvu pristojnemu za okolje in prostor, da prouči možnosti za obnovo postopka glede izdanega okoljevarstvenega dovoljenja oziroma za razveljavitev okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Kemis d.o.o. in v luči zadnjih dogodkov tudi prouči okoljevarstvena dovoljenja vseh poslovnih subjektov v Sloveniji, ki opravljajo dejavnost, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega, ki je nevarno za zdravje ljudi in so locirani v bližini naseljenih območjih in zaščitenih naravnih okolij, ter o tem s pisnim poročilom v roku 30 dni od objave priporočila v Uradnem listu seznani Državni zbor Republike Slovenije. Petič, Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da od ministrstva pristojnega za okolje in prostor zahteva pripravo poročila o ustreznosti veljavne zakonodaje, ki ureja umeščanje v prostor in izdaja okoljevarstvenih soglasij za poslovne subjekte, ki opravljajo dejavnost, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega, ki je nevarno za zdravje ljudi, ter s poročilom seznani Državni zbor Republike Slovenije v roku 30 dni od objave priporočila v Uradnem listu Republike Slovenije. Poročilo naj vsebuje tudi ukrepe za odpravo ugotovljenih zakonodajnih pomanjkljivosti na tem področju. Toliko z moje strani za uvod, zdaj pa še kolega Dobovšek. Hvala, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. V poslanski skupini nepovezanih poslancev smo podprli predloge, kajti prav je, da se razčisti okoliščine, zakaj je prišlo do te okoljske katastrofe.
Še posebej bi izpostavil, da je najprej pomembno zdravje in življenje ljudi. To tistih, ki živijo v okolici, tudi cela Slovenija, in pa seveda predvsem tistih, ki so bili prvi na kraju dogodka. To so gasilci, civilna zaščita, policisti, ugledna skupina in ostali. Na te vprašanja še nismo dobili odgovorov. Kot drugič je prav, da se razčisti, kako je sploh prišlo do gradnje v območju, kjer živijo ljudje in se igrajo otroci, kako so bili izvedeni ukrepi na kraju, kako so bili ljudje, ki so delovali, obveščeni, kaj je v objektu, do kakšnega onesnaženja je prišlo in pa kako je bilo poskrbljeno za varnost prebivalcev okolici in na območju cele Slovenije, če ne še širše. Kot tretjič je potrebna analiza, kakšni objekti so tudi drugje po Sloveniji. Podobni, lahko še hujši. In kakšna je varnost v teh objektih. In pa kot četrtič, kakšno industrijo v Sloveniji želimo. Ali želimo industrijo z dodano vrednostjo in ali želimo industrijo, ki je okolju in človeku prijazna, ali gre le za širitev neke umazane industrije v Sloveniji. Pri tem bi rad dobil odgovore na vprašanja, ker obstajajo indici, da gre za korupcijski vpliv multinacionalk na gradnjo umazane industrije v Sloveniji, da gre pritisk na spremembo zakonodaje in s tem zniževanje okoljskih standardov, ali pa gre za čisto organizirano kriminaliteto in črni trg na področju odpadkov, kajti vemo, da črni trg na področju odpadkov obvladuje italijanska organizacija Camorra, ki ima lovke tudi v Sloveniji. Seveda pa mi je najbolj pomembno v tem trenutku, škoda je bila povzročena in kako bomo to škodo sanirali, tako v okolju kot tudi pri ljudeh.